Center za krepitev zdravja Gornja Radgona, ki deluje v sklopu zdravstvenega doma Gornja Radgona, je v okviru projekta Keep Young and Fit pripravil predstavitev lokalnih pridelkov in izdelkov v sklopu Dneva zdravja, ki je sovpadal tudi s Svetovnim dnevom duševnega zdravja. Na dogodku so sodelovali lokalni ponudniki hrane, družinska kmetija Smrki iz Negove in čebelarstvo Zemljič iz Boračeve ter športna društva, športni klub Rubin, rokometni klub Arkont Radgona, odbojkarski klub Radenci, Futgolf Pomurje in Zveza za hokej na travi Slovenije. Dogodka, ki je potekal v prostorih osnovne šole Kapela, so se prav tako udeležili osnovnošolski otroci skupaj s starši. Več o dogodku nam je povedala ravnateljica osnovne šole Kapela. Danes smo torej pripravili dan zdravja v sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja, ki pri nas izvaja projekt Keep Young and Fit. In eden izmed ciljev je tudi promocija zdravja, gibanja, prehrane na ravni otrok in tudi staršev, tako da danes smo povabili, da se popoldne vrnejo otroci skupaj z starši in da se potem tudi preizkusijo v različnih športih, tudi takšnih, ki so mogoče manj prisotni v naši bližini, v našem okolju. Je pa to v bistvu nadaljevanje jutranjih dejavnosti, ko smo izvedli dan dejavnosti z naslovom Sijem od zdravja, kjer so otroci imeli priložnost se preizkusiti v različnih dejavnostih z področja zdravja, prehrane, gibanja, življenje nekoč, igre nekoč. Pridružili sta se upokojeni učiteljici, ki sta delili izkušnje, kako so poučevali nekoč, kako so se igrali nekoč. In pa v bistvu pa da povem, zakaj je to ravno danes, ker je danes Svetovni dan duševnega zdravja, ki je pomemben element splošnega zdravja in to tudi pri otrocih vsa leta pri nas poudarjamo in jih spodbujamo, da so pozorni na svoje misli, ki pomembno vplivajo na to, kako potem deluje naš Ta dogodek je za osnovnošolce velikega pomena. Jaz upam, da je pomemben, da bodo prepoznali pomen tega, upam, da se bodo vrnili. V bistvu smo prvič zdaj organizirali na tak način popoldne. Vedno smo samo dopoldanski del izpeljali. Predvsem sem jih spodbujala k temu, da se danes vrnejo zaradi športov, ker gibanje je prav tako en pomemben dejavnik splošnega zdravja in tudi pomembnost prispeva k duševnemu zdravju. Rezultati raziskav glede prehranjevalnih navad so pokazali, da med tednom redno zajtrkuje le 44% mladostnikov, 40% sadje vsaj enkrat na dan in le 2% vsaj enkrat na dan zelenjavo. Redno zajtrkovanje in vnos sadja ter zelenjave z leti upadata. Prav tako se pogostost uživanja sladkih pijač in sladkarij z leti povečuje. Na podlagi deleža mladostnikov v vseh 3 starostnih skupinah, ki redno zajtrkujejo, je Slovenija med državami, ki so bile vključene v raziskavo, na zadnjem mestu. Poleg zdrave prehrane, telesne dejavnosti je zelo pomembno tudi duševno zdravje otrok. Ti dejavniki pa vplivajo na zdravstveno stanje mladostnikov ne le v njihovi razvojni dobi, temveč tudi v kasnejšem življenjskem obdobju. Duševno zdravje je res izjemno pomembno in če nismo duševno zdravi, težko delujemo, težko se otroci učijo, težko se zberejo in pomembni so odnosi, pomembna je komunikacija in zato tako poudarjamo to, ker vplivajo na naše splošno delovanje, v vseh sferah življenja. Šolska prehrana po besedah ravnateljice Strmškove ugodno deluje na zdravje mladostnikov, saj so šolski obroki skrbno in natančno pripravljeni po prehranskih smernicah. Naš namen je, da dobro deluje, ker kot sem že rekla, je pripravljena skrbno, načrtovana skrbno in tudi, kar se mi zdi pomembno, je vedno ob določeni uri, kar tudi vpliva na to, da je telo pripravljeno na prehranjevanje, bom rekla. Telesna dejavnost otrok in mladostnikov je izrednega pomena, ki pa prinaša številne koristi za njihovo zdravje. Telesna dejavnost otrok in mladostnikov je izrednega pomena, ima tudi polno drugih pozitivnih učinkov na njihovo duševno zdravje in pa predvsem tudi na njihovo učno uspešnost, na njihov delovni spomin in pa predvsem ne nazadnje na to,
kakšne vzorci obnašanja oziroma kakšen življenjski slog se jim bo oblikoval v starejših starostnih obdobjih. Saj na podlagi teh vzorcev, ki jih pridobimo že v času otroštva, potem tako se tudi lahko razvije naša odrasla doba in nenazadnje telesna nedejavnost ima veliko negativnih učinkov s tem, da se jim v odrasli dobi povečajo dejavniki tveganja za razvoj različnih kroničnih bolezni. Tako da ja, ni samo tisti pomen pri izboljšanju njihove kostne gostote, pri mišični masi, pri srčno-žilni sposobnosti, ampak ima tudi več drugih pozitivnih učinkov, kot je predvsem na duševno zdravje. Dokazano je, da prehranjevanje na zdravje vpliva pozitivno in negativno. Zdrava prehrana krepi zdravje, nepravilna izbira hrane, prevelike količine kalorične hrane, neurejen ritem prehranjevanja pa dolgoročno prispevajo k nastanku sodobnih kroničnih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, debelost, sladkorna bolezen. O organizaciji dogodka nam je več povedala kineziologinja iz Centra za krepitev zdravja. Na današnjem dogodku smo s pomočjo osnovne šole Kapela organizirali Dan zdravja za celotno šolo, tako da v popoldanskem času smo povabili tako učence kot tudi njihove starše, da se nam pridružijo pri naših aktivnostih. Predstavili jim bomo različne ponudnike lokalno pridelane hrane in pa predvsem športna društva, pri katerih bodo lahko spoznali različne športe, v katerih se lahko tudi sami priključijo in pa predvsem jih še enkrat opomnili o tistih pozitivnih učinkih telesne dejavnosti, ki jim pač koristi na njihovo zdravje. Dogodka so se udeležili osnovnošolci skupaj s starši. Ta povezava je po besedah kineziologinje bistvenega pomena. S pomočjo tega projekta tudi to želimo čim večkrat izpostaviti in zaradi tega tudi ta dogodek organiziramo v popoldanskem času, kjer se lahko starši priključijo. Starši smo en velik vzor našim otrokom in s tem, ko mi izbiramo prave navade, dobre izbire, potem tudi to prenesemo na njih. Tako da starši so res ključni tisti dejavnik, ki lahko so tudi oblika motivacije za njih. Ritem prehranjevanja je odvisen od življenjskega sloga, delovnih navad, stresnih situacij, dostopnosti do hrane. Pomembno je, da hrano razporedimo čez ves dan, dan pa začnemo s čim bolj zdravim zajtrkom. Preveč zaužite kalorične hrane in povečana telesna masa pomembno vplivata na povečanje vrednosti trigliceridov in holesterola v krvi in s tem na večje tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja. Zdravo in uravnoteženo prehranjevanje je pomembno za vitalnost in dobro počutje mladostnika, ki v veliki meri vpliva na njegovo zdravje v njegovi razvojni dobi, nezdrave prehranjevalne navade pa so pogosto vzrok za nastanek različnih sodobnih bolezni. Prehrana je kar pomembna za zdrav razvoj otrok in mladostnikov. Za odraščanje, za razvoj otroci potrebujejo vsa potrebna hranila, da bodo kar se da zdravi, pa bo tudi v bistvu njihov razvoj čim bolj optimalen oziroma najbolj učinkovit. Namreč za zdrav razvoj prehrana bi naj bila uravnotežena, vsebovati bi mogla tako beljakovine kot kakovostne ogljikove hidrate. Nekaj maščob seveda tudi mora biti v prehrani, ampak ne v prevelikih količinah, pa ne v bistvu tiste nezdrave maščobe, ki jih mladostniki največkrat tudi uživajo v obliki hitre prehrane. Poleg tega se zdi pomembno vključevanje mlečnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov zaradi visoke vsebnosti kalcija, ki pa je seveda zelo pomemben pri razvoju otroških kosti, zobovja in tako dalje. Starši lahko veliko pripomorejo k temu, da mladostniki uživajo čim več zdrave in uravnotežene prehrane s tem, da jih nenehno spodbujajo k uživanju le-te. Starši so njihov prvi vzor oziroma pač od staršev se naučijo nekih navad. Zdaj, če so te navade dobre, zdrave, bo tudi mladostnik raje posegal po nekih zdravih izbirah. Če pa so na primer navade, prehranjevalne navade oziroma življenjski stil starša neprimeren, nezdrav, bo tudi otrok po vsej verjetnosti podedoval oziroma privzel te negativne navade. V Sloveniji se še vedno pri otrocih in mladostnikih pojavlja prekomerna telesna teža in debelost.
V današnjem času je ponudba hrane takšna, da hitro vnesemo v telo veliko količino kalorij, hkrati pa zaradi današnjega sedečega življenjskega sloga teh kalorij ne porabljamo. Povečan energijski vnos hrane poveča tveganje za razvoj pojava povečane telesne mase oziroma debelosti. Zdaj debelost oziroma povišano telesno maso ne smemo jemati kot samo estetskega vpliva, ne? Ampak dejansko je debelost tudi presnovna bolezen in se mora tudi smatrati kot bolezen. Živila so pomembna za človeka, pomembno je, da je vsak obrok pester, pestra hrana pa je tudi uravnotežena. Na dogodku se je z zdravimi namazi in z recepturami za namaze predstavila osnovna šola Kapela. Več o namazih in o zdravih obrokih nam je povedala kuharica Monika Horvat. Naša šola predstavlja naše namaze, ki jih izdelujemo za naše otroke. Izdelali smo sončnični, lečji namaz, korenčkov namaz, tudi namaz in še druge namaze, ki so pomembni za naše telo. Pripravljamo zdrave obroke, različno sadje, zelenjavo, na ekološki način, zdrav način v bistvu. Probamo ponuditi čim več zdrave prehrane. Kako pa morajo biti pripravljeni po mnenju kuharice osnovnošolski obroki in iz katerih živil? Ja, morajo biti pripravljeni po nekem zdravem načinu priprave hrane. Sadje, zelenjavo, različne, naprimer ribe, meso. Osnovnošolski obroki so sestavljeni tudi iz pridelkov, kot so sadje, solata, korenček, zelje, različna sončnična semena, ajdova kaša, ki izvirajo od lokalnih ponudnikov, te pa pripravijo na različne načine. Naprimer, ajdova kaša z mesom, pa notri zelenjavo, solate različne, namaze, naprimer zelenjavo zraven zajtrka, sadje zraven zajtrka. Med namazi, ki jih je predstavljala osnovna šola Kapela, smo zasledili tudi zdrav jajčni namaz. Iz česa je sestavljen, smo izvedeli iz kuharičinega recepta. Jajčni namaz je jajce, maslo, malo gorčice, peteršilj, sol. V večini osnovnih šol živila naročajo pri lokalnih pridelovalcih hrane, ki so predvsem sadje in zelenjava, katera sta tudi v prednostnem seznamu vseh osnovnošolskih malic in kosil. Na dogodku se je s svojimi izdelki predstavljala tudi družinska kmetija Smrke iz Negove, ki se ukvarja s pridelavo in predelavo mleka. Z dejavnostjo smo začeli v času korone. Takrat smo izdelali prvo skuto in od takrat naprej peljemo našo mlečno zgodbo. Tudi na osnovni šoli Kapela in drugih okoliških osnovnih šolah v bistvu prodajamo oziroma dobavljamo mleko preko šolske sheme. O pomembnosti zdrave hrane Smrkejeva pove: Mnenje, da je lokalno pridelana hrana, tudi če zdaj ni tisto najbolj zdravo in brez sladkorja, še vseeno tista, ki pripomore k temu, da se razvija lokalno prebivalstvo, pa lokalna pridelava in predelava hrane. Mleko kot takšno pa vemo, da je pomemben vir kalcija, ki prispeva za zdravje pa razvoj otrok. Organizatorji prehrane se v slovenskih osnovnih šolah dobro zavedajo pomena oskrbe osnovnošolcev s kakovostno hrano iz lokalnega okolja in to tudi v okviru zmožnosti uresničujejo. Pri tem je pomembna predvsem sezonska dostopnost varne hrane z višjo hranilno vrednostjo, ki vsebuje več vitaminov, manj aditivov in navsezadnje tudi bogatejši okus hrane.